Po moji veliki raziskavi v Mariboru in Novem mestu sta danes na vrsti Ljubljana in najprej Kranj, da preverim, kako pridni ste pri menjavi Gorenjci. Če ste doma malo bolj severno, to ne pomeni, da poletja niso vroča in takrat zimske pnevmatike najbolj cvetijo. To se zgodi s takšno pnevmatiko in si sploh ne upam predstavljati, kako poteka zaviranje s tako pnevmatiko, ko gre za res. Najprej pa raziskava. Tole pa mlada, še neizkušena letna Poljakinja. Dvema je tule v Kranju ekstremno vroče. Temule Eskimo, ki je oblečen v tjulnove kože, pa men. A je to super, a je to super. Pa še super letne pnevmatike ima. Letne, itak, zimske, high fly, ja, to res poletiš, to zimsko poleti. Letna, celoletna, okej. Pnevmatike so tako ženske. Ene so prikupne, ene so ti všeč, ene ti pa pač niso, ne? No, te mi niso. Zdaj, Warcraft pa Winecraft sta dobra poleti, Wintercraft pa ne. Zakaj vi redno menjujete pnevmatike? Pnevmatike menjam sam zaradi svoje varnosti, drugih, a ne? Zaradi varnosti, Ja? pa da sem ziher v svoj avto, da se varno počutim. Zaradi obrabe, a ne? Ker nekih 7-8 stopinj je že kriza za zimske gume in večja obraba. Menjujem, ja. Moram pa reči, da sem zdaj en izmed tistih, ki imam zdaj še zimske gore. Ja, zaradi tega, ker profila je še dosta, ne, ampak načeloma, da se še malo znucajo. Kaj pa menite o celoletnih pnevmatikah? Slišal sem že, pa bi bilo zanimivo zvedeti malo več o tem. Ja, zdaj so take mile zime, ne? Jaz bi predlagal, da zdaj gremo bolj v to nabavo, ne? Da bi manjši strošek, ne, če smo čisto. Za zimo so slabe. Veliko sem vozil po zimi, sem preizkusil in ni to. Treba kar meniti. Kaj pa vem, nimam takih kilometrine, pa tudi za zahtevne vožnje, tako da razmišljam v celoletnih. Ja. Ok, po 100 preverjenih avtomobilih jih je 45% bilo obutih v zimske pnevmatike, 46 v letne in 9 v celoletne. Kar slabo, upam, da bo v Ljubljani boljš. Vedite, da so celo dobre celoletne pnevmatike poleti boljše kot najboljše zimske, če se vam jih res ne da menjati vsako sezono. Ja, celoletne pnevmatike so definitivno dobra izbira, ampak moramo vedeti za določen tip voznika. Ne moramo se vedeti, da so samo kompromis med letno in pa zimsko pnevmatiko, ampak v določenih razmerah. Predvsem recimo velja to za voznike, ki so recimo v mesti oziroma ki živijo v mesti in se večino kilometrov vozijo res po urbanih naseljih. Potem recimo voznike, ki ne hodijo pogosto v hribe, recimo sploh po zimi, kjer bi bila možnost večjega zameta snega. In pa potem tudi voznike, ki recimo delajo manjše število prevoženih kilometrov letno in potem se pojavlja vprašanje, kakšno je število teh kilometrov, kakšna je ta številka. Tu govora predvsem recimo okrog 8 do 10 tisoč km letno, pa tam recimo do maksimalno 15 tisoč km, to bi bila zgornja meja. To je dejansko v bistvu skupek teh lastnosti, ki so, bi rekel, ok za celoletno pnevmatiko. Po zimi, če temperatura pade zelo nizko, potem seveda bo celoletna pnevmatika, ki ima to celoletno zmes, začela nekoliko odpovedovati. Na drugi strani pa pri visokih temperaturah, sploh izredno visokih, recimo 35-36 stopinj, potem tudi ta celoletna zmes začne izgubljati svoj smisel. V vsakdanjih pogojih pa je definitivno celoletna pnevmatika zelo dobra izbira. Stroški pri celoletnih pnevmatikah so nekoliko nižji, mi sicer delamo neke meritve, oziroma te stroške nekoliko vodimo, delamo teste seveda, ampak večinoma prihaja iz naslova demontaž in montaž pnevmatik. Zdaj, če gledamo recimo, da z našimi celoletnimi pnevmatikami naredimo recimo 10 tisoč km letno, to pomeni recimo nekje 6 let uporabe, kar pomeni, da smo se dejansko izognili 12 menjavam pnevmatik, iz tega naslova profitiramo, nekje grobem recimo 2 pnevmatiki. Drugi del pa se nanaša predvsem na to, da ne rabimo izgubiti časa pri menjavi pnevmatik in pa seveda, da se nam ne more zgoditi, da bi prepozno menjali pnevmatike, ko je zakonsko to že zahtevano. Kljub vsemu pa mi voznikom, ki res želijo maksimalno varnost, ki res posvečajo pozornost varnosti, da pnevmatike zamenjajo ob sezoni, se pravi letni na letne in pa zimski sezoni na zimske pnevmatike. Tako kot vsaka stvar, tudi avto zahteva vzdrževanje. Ja, v bistvu sploh avto, ki mu brezpogojno zaupate, ko se peljate 130 na uro, a ne? Ok, sem že v Ljubljani in tale ima zimske, letne, ok, gremo naprej. Letne. Pred 100 leti so bile popularne bele bočnice, zdaj so pa očitno moderne rjave. Zdaj mi je jasno, zakaj eni poleti na pikniku pojejo belo snežinko. Zato, ko furajo celo leto zimske gume. Ojoj, tale pa že razpada, to pa je zelo slabo.
Sej zima res prihaja, samo je še nekaj mesecev ne bo. Zimske. Eskim, star 8 let, rahlo že razpada, s tem le zavirati pri 130 na uro, zna biti kar zanimivo na avtocesti, ja. Itak da ima letne, mislim, vse na takem avtu moraš imeti orange gume. Ja. Huda barva, hude letne gume. Relativno nove. Letne, zimske. Mater, se čist pokvaril statistiko. Ta dva sta pa ziher prijatelja. Skup hodita na pijačo, skup parkirata, pa oba imata celoletne pneumatike. Zraven je pa še en odpadnik z zimskimi, ne?